Pozdravljeni! Danes je zadnji šolski dan za večino osnovnošolcev in srednješolcev, ki bodo prejeli zaslužena spričevala, priznanja in pohvale. H kraju se bliža šolsko leto, ki ga je najbolj zaznamovala razglasitev epidemije koronavirusa. Čez noč so bili učenci in učitelji prestavljeni pred dejstvo, da je potrebno šolska vrata zapreti in začeti poučevati na daljavo, tako preko računalnika. Vsak se je znašel po svoje, eni uspešno, drugi malo manj. Takšno učenje je potekalo vse do konca maja oziroma začetka junija, ko so učenci ponovno počasi začeli prihajati med šolske klopi pod strogimi določenimi pogoji in omejitvami. Ena izmed teh je tudi ta, da zunanji obiskovalci ne smemo vstopiti v stavbo šole. Zato se javljam tukaj izpred osnovne šole Lok Dragomer. Se morda sprašuješ, kaj bo prinesla prihodnost? Ja. Te je strah epidemije koronavirusa? Ne skrbi, prisluhni mladim glasbenikom osnovne šole Lok Dragomer. Njihovo petje in igranje bo narisalo nasmeh na tvoj obraz in pregnalo vse viruse. Naš današnji namen je, da mimoidoče učence povprašamo, kako so se spopadali z delom na daljavo, kakšne težave so imeli in kakšne morebitne prednosti so doživljali. Pa povprašajmo tole mimoidočo učenko osnovne šole Lok Dragomer. Kakšna je bila tvoja izkušnja učenja na daljavo, kakšne so bile prednosti in kaj ti mogoče ni bilo všeč? Ja, izkušnja je bila dokaj zanimiva. Na začetku je bilo majčkeno tehničnih težav z računalnikom, ampak smo jih rešili tako, da smo se dobivali s sošolko. Prijavili smo se na Zoome, dostikrat ugasnili kamero, pojedali kakšen zajtrk, tudi tuširanje je bilo, gledanje filmov, poslušanje glasbe in plesanje. Vseeno je primanjkovalo neke določene razlage, ki jo dobimo v šoli, ampak tisto, da si lahko spal do 9, je pa kar bilo fajn. Hvala lepa za tvoje mnenje in izjavo. Pa povprašajmo še enega učenca osnovne šole Lok Dragomer. Kako se ti je zdelo učenje na daljavo? A ti je bilo všeč, a ti ni bilo všeč, a si imel kakšne probleme, težave? Čeprav se to šolanje imenuje šola na daljavo, mi je bilo v bistvu bližje kot navadna šola. Potem naloge in ocenjevanja so mi bila veliko lažja, ampak bolj sem se lahko zbral, pa manj mi je bilo stresno. Potem v drugi polovici karantene so nam tudi učitelji naročili, da moramo imeti vklopljene kamere, kar mi ni bilo tako všeč. In potem tudi, če kdo ni imel v bistvu vklopljene, so ga izločali ven. Živjo, zanima me, če bi lahko podali eno izjavo. O učenju na daljavo se gre. Se pravi, kaj je bila tvoja izkušnja, kaj ti je bilo všeč, kaj ti ni bilo všeč o učenju na daljavo? A recimo si se spopadal s kakšnimi težavami? Všeč mi je bilo, ker sem lahko dlje spal, pa ker se mi je bilo lažje učiti, ker smo manj snovi obravnavali. Ni mi bilo pa všeč, ker smo za nekatere predmete dobili velike naloge. Hvala za tvojo izjavo. Lepo se imej.
25. junija leta 1991 so v Ljubljani razglasili samostojnost države. Sprejeti sta bili deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Prebivalci naše dežele so pol leta predtem jasno izrazili, da želijo svojo lastno državo, pa so priletela letala v 10-dnevni vojni. Tekla je tudi kri. Zdaj jo imamo, svojo državo, ki je majhna, a naša. Kar veliko težav še ima, a je naša edina. Pred 29 leti smo uresničili tisto, kar smo sanjali stoletja. Ljudje v preteklosti so naredili veliko, da smo postali to, kar smo. V času samostojnosti smo dosegli veliko uspehov. Vstopili smo v Evropsko unijo, zvezo NATO in prevzeli evropsko valuto evro. Leta 2008 smo uspešno predsedovali Evropski uniji. Eden izmed pomembnih državnih simbolov, ki se poje na vseh slovesnostih državnega protokola, spominskih slovesnostih, proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki pomembni za Republiko Slovenijo, ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah in podobnih akcijah, je Prešernova Zdravljica. Melodijo za himno je napisal skladatelj Stanko Premrl. Zdravljica kot himna je bila potrjena 29. marca 1990, torej že pred osamosvojitvijo.
Rekli smo, da je Zdravljica pomemben državni simbol. Kaj sploh pomeni državni simbol? To so predmeti in stvari, ki simbolizirajo in označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. Poleg Zdravljice so državna simbola še zastava in grb. Čeprav smo na zemljevidu le majhna dežela ob Alpah, so mnogi tujci, ki jih pot zanese v naše kraje, presenečeni nad naravnimi lepotami, ki jih vidijo v naši domovini. Srce domovine pa smo ljudje, naša kultura in različni običaji. Preden pa bodo učenci zapustili šolski prag in pustili šolske prostore samevati do 1. septembra, prisluhnimo govoru alfa in omegi Ošlog Dragomer, gospe Mihaeli Mrzlikar. Z moje strani je to vse. Za prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti, Lara Mršnik-Čemažar. Drage učenke, učenci, spoštovane učiteljice in učitelji. Prav lep pozdrav na nekoliko drugačni današnji slavnostni prireditvi ob dnevu državnosti in 29. letnici samostojnosti ter seveda zaključku šolskega leta 2019-2020. Kot veste, bo jutri dan državnosti, ki je naš državni praznik. Ta dan obeležujemo spomin na daljni 25. junij 1991, ko je Slovenija tudi formalno postala neodvisna. In takrat je bila podpisana temeljna ustavna listina o samostojnosti in o neodvisnosti Slovenije. V nedeljo 21. junija pa je bil še en poseben dan, prvi poletni dan, kar pomeni, da je tudi najdaljši dan v letu, in jutri bo še en poseben dan za večino izmed vas, ste se skoraj vsi uspešno zaključili še en razred osnovne šole. Letošnje šolsko leto je bila prav posebno za vse izmed vas, saj smo del šolskega leta izvajali na daljavo. Nekaterim je to odgovarjalo, drugim malo manj, veliko vas je pogrešalo predvsem druženje z učitelji in seveda svojimi prijatelji. Le-ti so se zelo trudili po svojih najboljših močeh, da so šolsko leto čim manj stresno pripeljali do konca. Tudi vaši starši so čez noč postali nekakšni učitelji, ki so vas usmerjali in vam pomagali pri delu. Seveda pa ste morali tudi učenci pri delu na daljavo pokazati veliko mero samostojnosti. Hvala vsem, zelo pridni ste bili. Tekom šolskega leta ste se učili, nekateri bolj, drugi manj zavzeto, se družili, prijateljevali, premagovali mnoge ovire, veliko je bilo smeha, včasih je pritekla tudi kakšna solza. Sodelovali ste na različnih dejavnostih, prireditvah, na natečajih, tekmovali v športu in znanju in osvojili nekaj priznanj in pohval, ki jih boste danes prejeli. Drage učenke in učenci, ponosni smo na vaše dosežke, veseli pa smo tudi majhnih radosti, ki smo se jih tekom šolskega leta poklanjali. Zahvala gre seveda vsem našim učiteljicam in učiteljem, ki so vztrajno in predano vodili naše učence in učenke po poteh znanja, da so v večini zelo uspešno zaključili šolsko leto. Zahvala gre pa tudi seveda vsemu ostalemu osebju v našem zavodu, ki so skrbeli, da je naša šola čista, vi pa dobro jeste in uživate v šoli. Drage učenke in učenci, spoštovane učiteljice in učitelji, vsak začetek ima svoj konec in tako je tudi šolskim letom. Ko se ozremo nazaj, lahko ugotovimo, da je letošnje posebno šolsko leto zelo hitro minilo. Komaj smo sprejeli prvošolce, izpeljali razne ekskurzije, šole v naravi, razne dejavnosti, imeli različne prireditve in se pridno učili, že so tu zaslužene počitnice. Kako zaželen čas, da se malo odpočijemo, naberemo novih moči in počnemo
vse tiste stvari, za katere med šolskim letom ni bilo možnosti ali pa smo imeli premalo časa. In za konec še misel, ki ne vas spremlja. Kdor misli, da vse ve, se bo težko še česa naučil. Naj bodo vaše počitnice prijetne, polne novih izzivov in lepih doživetij. Hvala.